Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes vam bomo otroci od 4. do 6. razreda Osnovna šola Rada Robiča Limbuš predstavili pravljico z naslovom Kako pozdraviti zmaja. Nekoč, pred davnimi časi, je v kraljestvu Rozmarin cvetela nenavadna sreča. Tam je živela kraljična Urška, ki je raje kot bleščečo krono nosila kar blatne gumijaste škornje. Nekega turobnega jutra se je nad gradom pojavil ogromen zmaj in začel tako silovito kihati, da so se tresla vsa grajska okna. Ljudje so panično bežali, stražarji so trepetali za svojimi ščiti, kralj pa je ukazal zakleniti vsa vrata. Le Urška je mirno dejala: če nekdo tako močno kiha, verjetno potrebuje čaj, ne pa našega strahu. In tako se je začela najbolj nenavadna pustolovščina, kar jih pomni zgodovina kraljestva. Na hrbtnik bom naložila še robčke, piškote in ščepec poguma, je odločno rekla Urška in si oprtala svojo popotno torbo. Grajski stražar Marko je s tresočim glasom prigovarjal: Princesa, zmaji so nevarni, bruhajo ogenj. Urška se le nasmehnila. Tudi prehlad je nevaren, če nimaš prijatelja, ki bi ti skuhal čaj. Pogumno je stopila proti velikanskemu kihajočemu bitju. Ko jo je zmaj zagledal, je zatisnil oči, močno kihnil in iz nosu mu je pogledala sijoča zelena pena. Urška se ni niti zdrznila. Zmaju je ponudila velikanski robček in ga prijazno vprašala: Hej, Kihko, si morda staknil prehlad? Čihu. Oprostite, je zamomljal Kihko s hripavim glasom. Resnično nočem strašiti vašega kraljestva, a nenehno mi iz nosu teče zelena pena. Urška mu je ponudila hrustljav piškot, Kihko pa je s povešenimi krili razložil svojo težavo. Stara čarovnica Vanda je kuhala čajni napoj, pa se ji je v kotlu nekaj ponesrečilo. Medtem ko je pripovedoval, je spet kihnil in po nesreči napihnil zeleno zastavo, ki je v vetriču zaplapolala. Bi mi prosim lepo pomagala najti njeno kočo? Sam se lahko v tem gozdu le izgubim. Urška je prikimala in nenavadna dvojica se je odpravila na pot. Grajski stražar Marko je hitro stekel za njima. Počakajte, kraljična, sami ne morete iti v gozd. Čeprav moje srce divje bilo, se je odločil, da princese ne bo zapustil. Nekdo mora skrbeti za protokol in red, je rekel, in si popravil čelado, ki mu je nenehno letela čez oči. Med hojo je nestrpno opozarjal: Pozor, korenina, pozor, nizka veja, pozor, mravljišče. Na koncu se je sam zapletel v lastne noge, se prevrnil v travo in vse tri spravil v smeh. Urška mu je pomagala vstati in rekla: Morda ti čelada res leze čez oči, a tvoje srce vidi tisto, kar je pomembno. A ne pozabi, gost ne potrebuje protokola, ampak prijatelje, ki ti pomagajo vstati, pa čeprav s travo v laseh. Trojica je ob robu gozda srečala govorečo kokoš Koki, ki je pomembno korakalo po poti. Kokodak, vse sem slišala, moje ušesa so povsod, je zakokodakala. Čarovnica živi tik za iskrenim mostom. Koki je strokovno pokukala v Urškino podpotno torbo in zmahnila s perutmi. Preveč sladkih piškotov, premalo vrtnenih nogavic. Kihko je takrat znova kihnil tako močno, da je uboga Rozi povsem razpršila perje. No, zdaj moram pa res z vami, je užaljeno, a odločno rekla Koki. Nekdo mora nadzorovati to zmedeno odpravo, preden se vsi skupaj prehladite. Ko so tako prispeli do lesenega mostu, se je ta nenadoma zasmejal. Čez me smejo le tisti, ki premorejo iskren smeh. Vsak korak na mostu je njihove podplate požgečkal, kot bi jih nežno oplazilo na tisoče mehkih travnih bilk.
Grajski stražar Marko se je krohotal kot majhen otrok. Koki je kokodakala v visokih tonih. Urška pa je od smeha skoraj izgubila svoj najljubši gumijasti škorenj. Kihko je najprej začudeno gledal, nato pa kihnil in se pričel smejati kar samemu sebi. Iskreni most je zadovoljno rekel: pravi pogum je ujet v smehu. Ko so popotniki končno stopili na drugo stran, so bili polni energije in dobre volje. V majhni, nekoliko nagnjeni hiški je malce zmedena čarovnica Vanda v velikem loncu mešala napoj, iz katerega je namesto brbotanja odmevala glasna operna arija. Ojoj, spet sem zamenjala recept za sirup s tistim za operno petje, je čarovnica potožila sama sebi. Njeno stanovanje je bilo polno najrazličnejših stekleničk z napisi, kot so verjetno marmelada, za nujne primere ali strogo prepovedano odpirati. In ravno takrat so popotniki močno potrkali na vrata. Ko je Urška čarovnici obrazložila zmajeve težave, je Vanda globoko zavzdihnila in si popravila očala. Moje čarovnije so včasih malce trmoglave. Moram najti rešitev, preden Kihko odpihne še streho z moje hiše. Čarovnica Vanda je pričela v kotel metati posušene borovnice in mavrični prah, a iz lonca so namesto zdravila začeli uhajati milni mehurčki. Vsak mehurček, ki je počil, je povedal šalo. Zakaj zmaji ne jedo klonov? Ker so preveč smešnega okusa. Vsi so se zasmejali do solz, Kihko pa je v tistem trenutku znova tako močno kihnil, da je po nesreči prevrnil celoten kotel. Ups, je rekla čarovnica Vanda in stisnila usnice. Urška pa je modro dodala: morda pa sploh ne potrebujemo čarovnije v steklenički. Morda Kihko potrebuje le malce čaja, topline in počitka. Popotniki so se skupaj s čarovnico odpravili proti gradu. Namesto čaranja je Urška zavihala rokave. Pripravila je velik lonec toplega čaja z domačim medom, Kihka ovila v mehko volneno odejo in mu pričela brati pravljico za lahko noč. Koki mu je prepevala, sicer malce preglasno, pa tudi kakšen ton je zgrešila. Stražar Marko pa je z veliko pahljačo skrbel, da je zmaj dobil dovolj svežega zraka. Čarovnica Vanda je v svojo debelo čarovniško knjigo zapisala nov recept. Včasih je najbolj močna čarovnija preprosta prijaznost. Kihko je končno nehal kihati, zaprl oči in mirno zadremal. Naslednje jutro je kralj stopil na grajsko dvorišče in osupnil. Pred seboj je zagledal zmaja, ki je bil skrbno zavit v volneno odejo in je namesto ognja pihal le majhne, tople oblačke. Torej, je to naš novi ujetnik? Je previdno vprašal kralj. Ne, oče, to je naš novi prijatelj, je ponosno odgovorila Urška. Kihko je v zahvalo veselo zamahnil s krili in za svojo vročo sapo v trenutku spekel ogromno dišečo čokoladno torto. Če peče tako dobre torte, naj ostane kar za vedno, je navdušeno razglasil kralj. Grajski trg je bil kmalu okrašen s pisanimi trakovi, otroci pa so se z vriskanjem vozili po zmajevem mehkem hrbtu. To je najboljši dan v mojem življenju, je zavpil deček iz vasi. Čarovnica Zofka je vsem delila limonado in vsakemu posebej resno polagala na srce. Navodila za uporabo je potrebno vedno prebrati do konca. Stražar Marko je plesal svojo čelado v rokah, da mu ne bi spet padla čez oči. Koki pa je vsakemu mimoidočemu razlagala svojo, sicer močno olepšeno različico skupne dogodivščine. V kraljestvu je odmeval smeh, ki je bil glasnejši od vseh prejšnjih viharjev. Od tistega dne je v kraljestvu Rozmarin odmeval dragoceno spoznavanje. Zmaji niso vedno strašni, čarovnice niso vedno zmedene in kraljične ne nosijo vedno bleščečih oblek iz steklenih čevlčkov. Nihče ni popoln. Prav zaradi teh napak je vsak izmed njih nekaj posebnega. Zmaj Kihko je postal glavni grajski pik, čarovnica Zofka uradna zeliščarka, Urška pa kraljična z največjim srcem in najbolj blatnimi škornji. In če boste kdaj v Rozmarinu slišali
obetavnem kihanju, ki jim sledi gromski smeh, boste vedeli, da so prijatelji spet skupaj. Upam, da vam je bila pravljica všeč. Hvala, ker spremljate kanal Moj knjižni kotiček. Upam, da se vidimo kmalu.